Mladen jaz šivam kožuhe. Kožuhe, zajčje ali pa kozje. Že kot otrok sem šival korentije komplet korentijo na roke. Potem sem pa nekje videla enkrat z bratom, da nekdo prodaja šivalne stroje za usnje. Pa sva šla pogledat pa kupila stroj. No, so takrat celo 2 stroja, no in potem sem pa začel šivati. Tudi kape sem šival, ampak za kape se pa vedno bolj specializiral. Jaz sem imel težave z mojim strojem, zato je on to prevzel. Jaz sem pa ostal na kožuhih. Kože navadno nabavimo že kar že ustrojene, pač v glavnem, ki so na razpolago, tam jih navadno kupimo. Kože treba pred šivanjem obdelati, ravne linije izrezati, da se lahko šivajo. Za kozjega koranta porabimo, mislim, da 7 kož, če so normalne velikosti ali pa več. Kozje kože so malo lažje z njimi delati, ker so mehkejše ali pa bolj gladke, večje površine in jih lažje sestaviti skupaj v neko celoto, da lahko plašč sešiješ. Za kapo kozjega koranta je pa potrebna posebna koža kozja, odnosno navadno od kozla. Kozel ima večjo dlako in zato je tudi za kapo bolj primeren. Medtem ko pa za kožuh je pa boljše čim mehkejša koža, pa ne preveč dolga dlaka. Kožuh se pol na koncu obdela, se obrobi. Robovi se obrobijo z tekstilom, pa vrvice se zašijejo, da se pol kožuh spne. Šivanje zajčjega kožuha je malo bolj zahtevno. Dlake zajčjih kož so gostejše in pol je to težje šivati. Se nit vozla in marsikdaj se kaka nit vtrga in pol treba to popravljati. Za zajčji kožuh je potrebno nekje 25 kožic plus 5 za kapo, tako da približno 30 kožic rabimo za zajčjo opremo. Postopek je pa isti, ko se enkrat kožice obdelajo, zrežejo v linije, potem se zašijejo v neko večjo celoto in potem se pa skroji kožuh, pa se sešije. Obrobi zašijejo vse gor vrvice, to je pol za kožuh. Kožuhi se ne podlagajo, vsaj mi jih ne podlagamo. Če je potrebno kdaj kako kožo zamenjati, kar izrežemo, pa se druga not vstavi pa zašije. Za en kožuh, ja, z vso pripravo približno 2 dni. V 2 dneh se da kožuh narediti, če je pač kontinuirano delo, se konča v 2 dneh.